Kaj pomeni biti močan v svetu, kjer se od tebe pričakuje, da vedno veš, vedno odločaš in nikoli ne pokažeš dvoma? Tokrat v oddaji Moja družina gostimo Ester Price, žensko, ki je več kot 30 let delovala kot sodnica in vodja, danes pa pomaga ljudem najti nekaj, kar pogosto izgubimo: sebe. Kako iz sveta pravil preiti v svet notranje jasnosti? Kako voditi druge, ne da pri tem izgubiš stik s seboj? In zakaj prav največji uspehi navzven pogosto skrivajo največja vprašanja znotraj? Ester Price danes sodeluje tudi z mladimi voditelji v okviru AmCham Slovenija, kjer odpira prostor za drugačen pogled na vodenje, ki je bolj človeški, bolj zavesten. To ni le zgodba o karieri, to je zgodba o preobrazbi. Ne zamudite oddaje Moja družina, tokrat o tem, kako najti mir v svetu, ki od nas pričakuje vedno več. Oddaja Moja družina, kmalu za vas. Drage gledalke in dragi gledalci, prisrčno pozdravljeni v današnji oddaji Moja družina. V svetu, kjer se uspeh pogosto meri z dosežki, funkcijami in rezultati, redkeje govorimo o tem, kaj človeka v resnici drži pokonci. Kaj mu daje notranjo stabilnost, ko se zunanji svet začne majati? Tokratna gostja oddaje Moja družina je ženska, ki je dolga leta delovala na najvišjih ravneh odgovornosti, kot sodnica in vodja. Sprejemala je odločitve, ki so vplivale na življenje ljudi, in delovala v sistemu, kjer ni prostora za dvom. A prav skozi to izkušnjo je prišla do pomembnega spoznanja, da največji izzivi niso zunaj, ampak znotraj nas. Ester Price, pozdravljeni v studiu. Hvala za povabilo, pozdravljeni. Ester Price danes svoje znanje in izkušnje usmerja v razvoj ljudi. Kot mentorica, predavateljica in podpornica voditeljev pomaga posameznikom najti jasnost, notranji mir in stabilnost v času negotovosti. Aktivno sodeluje tudi v mednarodnem poslovnem okolju, med drugim v okviru AmCham Slovenija, kjer svoje izkušnje deli z mladimi voditelji in spodbuja razvoj odgovornega, zavednega vodenja. Njena pot je pot preobrazbe, iz sveta pravil v svet zavedanja, iz odločanja o drugih v razumevanje sebe. In prav v tem je njena posebnost, da danes pomaga ljudem, ki so uspešni navzven, a iščejo ravnotežje znotraj. V oddaji bomo govorili o tem, kaj pomeni biti močan v današnjem času, kako voditi druge, ne da izgubiš sebe, kako usklajevati družino, kariero in notranji mir, in zakaj prav družina pogosto predstavlja naše najpomembnejše ogledalo. Spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina, tokrat za žensko, ki nas opominja, da prava moč ne prihaja iz položaja, ampak iz notranje jasnosti. Pa začnimo na začetku. Zelo zanimivo ime in priimek imate, morda malce neobičajno. Z kakšne družine prihajate in iz kje izhaja vaše ime? Ja, pogosto me sprašujejo, če sem spremenila svoj ime pa priimek. Priimek sem spremenila, ko sem se poročila, sem se v Price. To je židovski priimek. Mama pa mi je dala ime Ester ob rojstvu po plavalki Ester Williams. Tako da imam židovsko ime in priimek. Zato očitno tudi skupaj paše. Kar pa se tiče moje družine, izhajam iz zanimive družine. Mama je Slovenka, rojena v Ljubljani. Oče pa je pri 18 letih prišel iz Črne Gore študirati metalurgijo v Ljubljano. Mala družina, velika? Srednja, za slovenski pojem srednja družina. Imam še brata, tako da smo bili 4. Sem iz izobražene družine. Oče je v bistvu tukaj dokončal potem študij jedrske fizike, na katerem je potem, na tem področju je potem tudi magistriral in doktoriral. Mama pa je bila sodnica, tako da sem šla malo po maminih poteh.
Aha, okej. Katere vrednote pa so vam dali v družini? Ja, pri nas je bila najpomembnejša vrednota in osnovna vrednota znanje, a ne. Vedno je bilo dovolj sredstev za izobraževanje, za učenje tujih jezikov, skratka, zelo pomembno je bilo, katere dosežke smo dosegli mi in otroci naših družinskih prijateljev. Ta je dobil Vegovo priznanje in nagrade za književnost in tako naprej. Tako da pri nas se je vse non-stop vrtelo okoli znanja. To je bila osnovna vrednota, a ne? A pa to znanje kot, bom rekel, formalno znanje ali bom rekel neformalno, ne? Samo formalno znanje je bilo v naši družini, tako da tudi Okej. pogosto so me spraševali s prijateljicami, ki sem se družila, so me pogosto spraševali doma, a so doma intelektualci, a ne? Tako da nekako to mi ni bilo preveč všeč. Ker glede na to, da ste vi naredili kar velik switching, ne, v vašem življenju, me zanima tudi pri vas osebno, ali se vam je v bistvu tudi pogled na formalno izobraževanje spremenil, če rečeva začetek vaše kariere, pa kako bi danes na to gledali? Ja, zelo se je spremenil moj pogled na formalno izobraževanje, ki ga seveda podpiram, je osnova, ampak je premalo, a ne, danes za življenje. Današnje življenje je nepredvidljivo in formalna izobrazba ti ne da ne fleksibilnosti, ne agilnosti, a ne, na to hitro spreminjajoče se okolje, ki zahteva hitrost odločanja, a ne. Tako da jaz sem se že v bistvu od leta 1990 se non-stop še dodatno izobražujem na vseh področjih, predvsem pa na področju osebne rasti, a ne. In to po celem svetu. Se pravi, začeli ste pa dejansko v pravu, ne? Začela sem v pravu. To je bila nekako normalna pot v naši družini, ker oče je bil znanstvenik, a ne, in je bil zelo v tej svoji znanosti, tudi precej časa je pisal doktorat, tako da je imela mama je imela kar močno figuro v naši družini, tako da sva oba dva z bratom šla po njeni poti. Brat je danes odvetnik, jaz sem pa bila v bistvu v pravosodju skoraj 27 let. 27 let. Kot sodnica? Kot sodnica sem bila 17 let. Ostalo sem bila potem strokovna sodelavka, a ne. Začela sem pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, to je pa še ena stopnička pred sodiščem bila, a ne. No, in potem se je naredil, bom rekel, nek preobrat v vašem življenju. Kaj ga je pa povzročilo oziroma je bilo to recimo tako switch ali je bil to proces? Glejte, jaz sem v bistvu rojena v družini, kjer je bila v bistvu zelo linearno analitična, a ne. Tako da ni bilo prostora za te vsebine, o katerih jaz danes govorim, a ne, o raznoraznih meditacijah, notranji regulaciji in tako naprej. Tudi zunanji svet takrat ni bil postavljen še na teh temeljih. Danes se pač o tej temi... Takrat se o tem po mojem sploh ni govorilo, ne? Ne. Tako da to je tisto, kar je res moje, a ne. Pravo pa sem se potem priučila, a ne, zaradi v bistvu družinske tradicije. Tako da jaz bi to že v osnovi izbrala, tam takrat ni bilo niti nobenega študija, ni bilo niti nevroznanosti, nič takega jaz takrat nisem zasledila. Ko sem obiskovala to poljansko gimnazijo, so šli vsi moji sošolci, so šli bodisi na ekonomijo, bodisi na pravo, ali pa sem pa kaj kakšen na medicino, a ne. Ker sem pač rojen družboslovec, sem potem izbrala pravo, a ne. Moja babica je rekla, da oziroma vse je za nekaj dobro, ne? Ja. A ste tega mnenja, da je v bistvu pa bilo dobro, da ste šli ta prvo to pot, da ste se potem najdli na tem, kar delate danes? To je bilo zelo dobro, a ne. Pod prvo me pravo seveda tudi zanima, a ne, ampak manj kakor te vsebine, kakor jih danes plasiram v svet. V pravu sem dobila poleg komunikacije, ki mi je nekako že v zibelko dana, sem dobila to res avtoriteto, a ne, in sicer z dveh nivojev, a ne. Sodnik mora v razpravni dvorani držati prostor, ker ne vem, kdo bo držal prostor in red, če ne sodnik. Pa toliko časa sem bila na vodstveni funkciji, skoraj 13 let, a ne, tako da ta dva aspekta sta mi dala nekako to avtoriteto, a ne, in jasno postavljanje meja, ker drugače te ljudje pojejo. A lahko rečete, da ko ste bili kot sodnica, da so vam ravno te v bistvu dodatna znanja ali pa, bom rekel, veščine, ki jih zdaj upravljate, pomagale, da so se te procesi, ne vem, na katerem področju ste bili, ampak odvijali lažje in bolje tudi za v bistvu vse stranke, čeprav so bile na začetku na nasprotnih bregovih?
Ja, jaz sem delovala kot sodnica na nepravdnem in civilnem oddelku, bila sem pa vodja zemljiško-knjižnega oddelka 13 let, a ne, tako da v bistvu bolj to nepremičninsko civilno nepravdno področje. Ja, stranke so v sodnih sporih vedno v nekem kontradiktornem postopku, a ne, in jaz sem že na svojih narokih ugotavljala, da imam to sposobnost se strankami pogovoriti, ker stranke pridejo v spor zaradi nerešenih emocij, a ne, da imam nekako to v sebi, da znamo lupiti to čebulo, to banano, sem tudi drugače mediatorka, a ne. In pri meni so se vedno nekako pomenili, a ne, z odvetniki, ali smo končali sodni spor za sodno poravnavo, ali smo šli v mediacijo, ali pa smo po skrajšanem postopku pogosto tudi končali. A ne, to pomeni, da so se stranke zmenile o vseh detajlih. Tako da takrat sem že videla, da mogoče bi bilo pa dobro, da tudi to neko opolnomočenje na drugi strani te sodne dvorane lahko počnem. A ne? Lahko rečemo pol ne samo pravno znanje, tudi v bistvu znanje komunikacijskih veščin lahko skrajša vrste na sodiščih. Absolutno. Super. Predvsem občutek za ljudi, a ne? Kaj povedati v določenem trenutku je zelo pomembno. A veste, vsak sodnik nekako dobi to sposobnost ocenjevanja psihološkega profila ljudi, a ne? Tako da pogosto že vidimo, ko stopijo čez vrata, kdo laže, kdo govori resnico in tako naprej. Wow, zelo zanimivo. Zelo zanimiv začetek pogovora. Glede na to, da naj čas preganja, predlagam, da narediva kratko pavzo. Okay. In drage gledalke, dragi gledalci, pridite na ogled najinega drugega dela oddaje Moja družina. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Ester Preiss, ki je prej delala v sodstvu in je potem naredila eno veliko preobrazbo. In kaj potem pravzaprav delate danes? Ja, danes se ukvarjam predvsem z vodilnimi. Izvajam delavnice za podjetja, za člane uprav, za odvetniške družbe, za direktorje, za vodje in pa tudi ukvarjam se s posamezniki. To pa izvajam v svoji mentorski mreži 1 na 1. Torej za posameznike, ki imajo vse v življenju razen sebe. Je to pogosto? Precej pogosto. In zakaj do tega pride? 80% mojih strank je v stresu, zato ker pozabijo ljudje polniti svojo posodo življenja in je v njihovem življenju vse razen njih, vsi uspehi, dosežki, materialne dobrine. Tako da za vodstven kader pa v glavnem izvajam delavnice vodenja sebe. To so osnovne moje delavnice, torej regulacijo živčnega sistema, ki je osnova za strateško, vizionarsko razmišljanje, kar te osebe potrebujejo. Prej ste omenili posodo življenja. Kozarec življenja. Prav to je enkrat malo bolj polna, pa enkrat malo manj polna. A to lahko mi vplivamo na to ali drugi bolj vplivajo? Ne, drugi nam jo praznejo, a ne? Mi pa smo odgovorni za to, da našo posodo življenja, naš kozarec polnimo, a ne? In tudi jaz več, ko delujem, imam kar nekaj teh delavnic in izobraževanj. Več, ko dajem, več polnjenja sebe potrebujem tudi jaz z naravo, z meditacijami, z masažami, a ne, s tišino. Tako da iz prazne posode tudi vodilni ne morejo nič dajati svoji ekipi. Pa lahko rečemo, da v Sloveniji imajo vodilni dosti polne posode? Ne, nimajo. Na pol prazne, nažalost. Pa obstaja kakšen tak preprost nasvet, prej ste rekli, polniti v naravi z meditacijami, še kaj drugega, tazga uporabnega? Veliko je teh tehnik. Jaz sem se te tehnike učila pač širom po svetu. Od nekdaj je to moj hobi, moj konjiček, ta del mene. In ogromno je dihalnih tehnik za to, je pa zelo odvisno, a ne, koliko imamo časa v življenju. Jaz recimo članom uprav razlagam, kaj lahko naredijo v 5 minutah med eno in drugo seanso, ki jo imajo v dnevu. Potem nekateri imajo malo več časa, potem recimo, kaj lahko storimo, da se napolnimo v 30 minutah, v 2 urah, v enem dnevu, v enem tednu. Tako nekako so moji programi nastavljeni. Se pol, bom rekel, strinjate, verjetno, da je res treba imeti v življenju neko sorazmerje, ne? Ker če ti samo delaš,
pa tudi če uživaš v tem delu, ne, se sprazneš v bistvu, ne? Ja. In moraš narediti tudi na drugi strani nek balans. Ja, ravnotežje je nujno. Jaz temu rečem notranja koherenca, malo bolj strokovno. okej. Ogromno govorim, kako do notranje koherence, do notranjega ravnotežja v življenju, ker če samo dajemo in delamo in delujemo isto, kot če bi samo izdihovali, mi pa rabimo tudi vdih, a ne? Tako da to je približno na podoben način deluje. Velikokrat rečemo nazaj k naravi. A to velja tudi pri v bistvu delu in polnjenju in regeneraciji? Tudi narava je, mi smo vedno bili in bomo del narave, a ne? Narava je nujna, seveda, ampak ni pa dovolj. Zame je še pred naravo meditacija, a ne? Se pravi, pred sproščanjem v naravi, v bistvu je sproščanje sam s sabo. Ja, potem je pa narava, ki pa v bistvu nadgradi ta osebni reset, a ne? Sploh drevesa, klorofil, zelena barva, slapovi, reke, te stvari. Mogoče, rekli ste že, da ko ste že šli v, bom rekel, v pravo pa sodstvo, da ste začutili, da to ni čisto, ne, ampak da je ravno vas izpopolnjuje to, kar zdaj počnete. Kako ste takrat to čutili ali pa videli? To je bil zelo močen klic, ampak jaz, kakor sem močna v tem delu, ki mogoče lahko poimenujem desna polovica, desna hemisfera možganov, ta bolj kreativna, ko zdaj svoje vsebine plasiram v svet, sem močna tudi v levi hemisferi možganov, to je pa ta analitična, a ne, ki sem jo od doma ponesla. Tako da jaz sem se non-stop bojevala, a ne, s to mojo intuicijo, ki mi je ves čas govorila, zdaj je čas, pravi čas je, so mi v bistvu ta moj linearni del me non-stop postavljal, ta nek notranji kritik, notranji napadalec, ki mi je rekel, ne, otroci niso dovolj odrasle, hčerke nista še odrasle, nimaš natančnega zemljevida, te nove poti, kam boš šla, a ne. Tako da s tem sem se borila približno 8 let. Kaj pa denar? Recimo, a je denar ravno pri teh preobrazbah ljudi, ne, se pravi, pomemben faktor, a ga je dovolj ali ga ni dovolj, ne? A si zakreditiran ali nisi, a živiš sam ali ne, zaradi varnosti, ne? A bi ljudje, bom rekel, več spreminjali svoje kariere in šli delati tisto, kar res pol vidijo, da uživajo, če bi imeli dovolj denarja ali pa dosti, bom rekel, premoženja? Ja, meni na splošno v življenju manjka malo finančne pismenosti, za razliko od vas, a ne. In doma je bilo non-stop govora o denarju, kako je to treba varčevati. Jaz pa nekako nisem to nikoli implementirala v svoje življenje, tako da jaz se z denarjem ne ukvarjam. Prepričana sem, in to učim tudi svoje dame, da vsak, ki izbere res tisto, kar je njegovo, bo tudi finančno podprt. Ker denar nikoli ni vzrok, ampak je posledica. Bravo. Ko res delaš, ko si na svoji poti, ti definitivno pridejo tudi finančna sredstva in to res lahko potrdim, a ne? A lahko rečemo, da je denar oziroma pač količina denarja energija? Denar je čista energija, a ne? Mene so pa doma učili malo nasprotno, da je treba denar spoštovati, se lepo do njega obnašati, ga varčevati, a ne? Jaz pa nekako se pod to ne podpišem. Jaz vedno gledam denar kot čisto energijo. Torej plačilo za svojo storitev. Izmenjava. Veliko predavanj tudi jaz imam, bom rekel, v različnih skupinah, od podjetnikov v šolah in za učitelje in za učence. In vprašam, bom rekel, če lahko nadaljujete moj stavek, ne? In vprašam, denar je, bogati ljudje so, če bi obogatela, bi, ne? In tako vidiš, kakšni so odgovori, ne? In v bistvu, kar je zanimivo, kar velik del je relativno negativnih odgovorov. Denar je sveta vladar, denar pokvari ljudi, ne? Bogati ljudje so itak tajkuni, barabe in tako naprej, ne? In dokazano je statistično, da če imaš, bom rekel, negativne globoko prepričanje o denarju, imaš tudi manj denarja. Seveda. Denar, kot rečeno, kot midva obadva veva, je energija. In če grdo govoriš o denarju, če govoriš, da je denar vir zla, da je slab, da je umazan, če si ljubosumen na Rolexe od sosedov, na jahte od sosedov, na Porscheje od sosedov, se denar dobesedno obrne stran od tebe in gre k nekomu, kjer je dobrodošel. Je dobro sprejet, ne? Ja, ja. In jaz tudi izvajam delavnice o manifestacijah, a ne, in obilju in tudi učim na podoben način.
to, kar ste vi povedali. Mi je pa zelo zanimivo, ne, ker bom rekel, vse pa lahko spremenimo. Ne. Se pravi, mi sicer ne moramo spremeniti, kar je bilo in se je že zgodilo. Ne. Lahko pa rečemo, ok, če govorimo o denarju, mogoče nisem jaz kriv, da imam taka prepričanja o denarju. Ne. Mogoče so me starši tako naučili, mogoče so me v šoli tako naučili, ali sem kakšno slabo izkušnjo, ampak zdaj, ko se o tem zavedam, se o tem pogovarjam, pa rečem, ok, od danes naprej bom pa probal drugače gledati. Ne. Ja. In to je namen verjetno tudi na drugih področjih. Ja, vsak dan je nova priložnost za reprogramiranje sebe. Naši možgani so precej močnejši, kot si mi sploh upamo misliti. To tudi nevroznanost govori. Tako da vsak dan se lahko na novo reprogramiramo na nov, bel, nepopisan list papirja. Eno so možgani, drugo so pa srce. Ja. A bi kaj okrog tega lahko? Jaz sem za srce. Ima namreč precej močnejšo elektromagnetno polje kot možgani. Tako da to je naš oddajnik. In kar tukaj oddajamo, to privlačimo. Ribice potem plavajo k nam. Pravi ljudje, prave situacije, priložnosti, odnosi. Ko oddajamo to čisto močno elektromagnetno polje, ko smo zregulirani, ne na stresni avtomatiki, ko smo v sebi, enostavno začnejo zadeve k nam plavati. Zelo zanimiva tema, ampak čas res hiti. Tako da, drage gledalke, dragi gledalci, gremo še na en kratek oddih in potem v tretji del naše oddaje. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Ester Preiss, in imamo tudi zelo zanimivo debato. Zdaj, pogovarjava se o tem, da, bom rekel, veliko časa namenjate, da vodilne kadre dejansko, bom rekel, iz tega materialnega sveta, ki je natempiran na čase, na zakone, na pravila, v bistvu jim pomagate, da se v tem okolju znajdejo, znajo sprostiti, umiriti in normalno balansirati. A mogoče opažate kakšen premik pred 10-20 leti pa danes? A so te mehke veščine ravno tega sproščanja vedno bolj prisotne, a so menedžerji dovzetni za te stvari? Ja, čedalje bolj, ker tudi v bistvu sama rezonacija, če gremo čisto po kvantni fiziki, se je sama frekvenca Zemlje se tudi drugače zdaj trese, giblje, kakor se je 20 let nazaj, in se je bolj premaknila v to alfa in teta stanje, bolj umiritveno. Zato je tak kaos tudi na svetu, ker so ljudje še vedno v beta stanju možganov in to cel dan. Tako da jaz vedno znova učim in so zelo dovzetni za to, da je treba biti v bistvu uro pa pol ali pa 2 uri na dan, vsaj v alfi, če ne v teti meditacijskem stanju možganov. Tako da jaz to in kako to najlažje narediti? Ja, v alfa stanje možganov se spravimo za neko sprostitveno tehniko, lahko je tudi to kvačkanje, ali pa zavestno likanje, ali pa sprehod, ali pa kuhanje, ali pa karkoli, šport, sprehod v naravi. Teta je pa seveda meditacija ali pa res 100% pozornost, da gledamo v nek horizont ali pa v nek hrib. Tako da jaz to zelo poudarjam in ker če gremo mi direkt iz beta stanja možganov spat, potem tudi v delti, v spanju, ne sprošča se rastnih hormon, ne spimo dobro, tako da je treba te preklope delati. Smo pa začeli zdaj tudi s tem vodstvenim kadrom meditirati na mojih delavnicah, vsaj 5-10 minut, da se to začuti, ker eno je, kaj se govori, drugo je pa lastna izkušnja. Kako pa oni to občutijo? Dober. Verjetno tudi zaradi moje prehojene poti, imam neko kredibilno zgodbo, pa znam jaz to njim razložiti, čisto po nevrofiziki, za kaj se gre. Izhajate iz sodstva in delate zdaj v bistvu na drugem področju, a imate tudi stranke, se pravi sodnike, ki jih učite meditirati, ali pa odvetnike? Sodnikov še ne, odvetnike pa, ja. In odvetniki so šli rade volje z mano v meditacijo že večkrat. Wow, super. Ja. Super. Kje pa recimo potem se vidite pa čez 10 let? Ja, tukaj. Tukaj se vidim, ker končno lahko sebe plasiram v svet, svoje kreacije, svoje produkte, mogoče malo širše, še po ozemlju bivše Jugoslavije, nekaj sem že nastavila tudi v Londonu, tako da v teh zgodbah se vidim.
A pa na vodilnih položajih so bolj vaše stranke moške ali ženske? Ženske. Ženske? Ženske. Zakaj bi tako rekli? Ženske so po naravi, imajo več možnosti za izgorelost pa stres, ker načeloma podpiramo še kakšen vogal več doma, kakor moški, ne. Tako da so predane mame, želijo biti povsod, a ne, na vseh otroških nastopih, na vseh dogodkih. Ženske rabimo tudi več te pedikure, manikure, masaž, frizura, ne, za razliko od vas moških, komot preživite z 2 oblekami, a ne. Ja. Tako da to vse nam jemlje življenjsko energijo. Se pravi, a če bi bil dan namesto 24 ur, 28 ur, bi bilo pol manj izgorelosti? Tako je. Bi bilo? Mislim, da bi bilo. Mislim, da bi bilo. Da bi imeli malo več časa zase. Lahko, da se motim, da bi si potem spet napolnili dan s traparijami, ampak jaz mislim, da ne. No. Ampak vedno smo tako nagnjene, še posebej ženske, da postorimo vse prej, kakor pa da poskrbimo zase. A ne? Pa mogoče še ena zanimivost. Digitalni stres, digitalni detoks. V bistvu, a je res, da nimamo časa, ali v bistvu nas tele naprave, bom rekel, tako premamijo, da 1 ura odleti, bom rekel 1, 2, 3 in si v bistvu lažeš, tle moram nekaj nujnega pogledati, namesto da bi šel v naravo pa meditirati. Ja, jaz mislim, da nam prevzemejo pozornost tele naprave, ker so tudi tako narejene, a ne. Tukaj je ogromno tega psihološkega testiranja, kako v bistvu, a ne, preusmeriti pozornost, da ko pogledamo nekaj za 5 minut, obtičimo noter 30, a ne. In na splošno je bitka za pozornost zdaj v svetu, a ne. Tako da moramo še toliko bolj paziti, kam dajemo naše pozornost, a ne. In jaz tudi učim na svojih delavnicah, imamo 3 centre, kjer nam uhaja pozornost, to so oči, ušesa in pa naš govor, a ne. Pač, da ne gledamo preveč vsak dan in tudi menedžerjem vedno polagam na srce, da vsaj v trenutku dneva malo oči v jamice nazaj pospravijo, malo zamižijo, a ne, če imajo že čas za vse druge stvari, da ne poslušamo non-stop nekih groznih poročil o vojni po radiju ali pa da jih ne gledamo po televiziji. In pa da je določen trenutek dneva, neko okno v dnevu, ko moramo malo utihniti, a ne, ker tudi s konstantnim govorjenjem, a ne, izgubljamo svojo energijo. In pogosto dam tiste 3 opice, ki so upodobljene po celem svetu za primer, a ne, pa so tudi emodžiji, ki imajo pokrita ušesa, oči pa usta. A bi se strinjal z mano, da je posameznik povprečje 5 ljudi, s katerimi se največ druži? Ja, ja. Zato vedno svetujem, da dajo vse drama queen pa kinge ven ljudje iz svoje življenje. Te osebe, ki jim jemljajo energijo. Se pravi, da se, ne? Ni treba, da smo v družbi ljudi, ki so sorodniki in ne moramo stran od njih. Ne. To je zavestna izbira. Tukaj smo zato predvsem, da sami izbiramo, kaj nam paše in kaj ne. Kje pa vidite recimo svet čez 10 let? Zdaj, če gledamo 20-30 let nazaj, smo bili, vsaj tako jaz mislim, veliko bolj povezani med sabo, tudi z naravo, pa se zdaj ta povezanost nekako zgubljala. Recimo tudi v šole so zelo veliko uvajali elektronske naprave, pa jih zdaj, bom rekel, počasi prepovedujejo. Kako vi vidite, kam gremo? Verjamem in upam, da gremo nazaj, a ne, k koreninam. Tja, o čemer ste ravnokar govorili. Nazaj k naravi, da smo pa prišli zdaj do skrajne meje kaosa in tega, da smo šli predaleč stran od sebe. In mogoče bi lahko vsakmu posamezniku, ki nas zdaj spremlja, dali kakšen konkreten nasvet, kako naj se sprosti? Recimo, kako naj, bom rekel, svoje možgane umiri, pa predvsem one misli, ki jih ne rab misliti. Ja. 1 uro pred spanjem brez telefona, naša podzavest dela na tem, kar smo vnesli 15 minut pred spanjem v svoj film, a ne. Tako da ponavadi ljudje gledajo poročila vojne grozote in potem naša podzavest 10 ur ali pa 8 ur, odvisno koliko časa spimo, na to deluje, a ne. Zjutraj, ko se zbudimo, ne prva stvar telefon, nič ni bolj nujnega, kakor da pogledamo v naravne elemente, v sončni vzhod, da se nam aktivira ta center za regulacijo živčnega sistema, a ne. Da se umirimo, da več teh mikropavz čez dan, a ne, kako ste prej rekel, ni tako zelo nujno v tale zelo telefona pogledati, a ne, vsi se borimo s tem, tudi jaz, a ne, malo več sprehodov, pa malo več prisotnosti, ljudje niso več prisotni,
v tem trenutku tukaj in sedaj. To je edini trenutek, ki ga pravzaprav imamo. In v prisotnosti je naša moč. In ko smo v prisotnosti, se nekako po kvantni fiziki tudi prostor razširi in se vse uskladi. Smo ob pravem času na pravem mestu. Tako kot mi dva danes za naše gledalke in gledalce. Ne? Ja. Pa mogoče, ker se oddaja približuje koncu, na začetku se pogovarjala o vaši družini, katera je bila tista vrednota, ki je bila za vaše starše najbolj pomembna, se pravi znanje, izobrazba. Katere vrednote pa v bistvu so za vas v vaši družini trenutni najbolj pomembne in katere bi v bistvu izpostavili kot v bistvu tiste, ki so za družbo, bom rekel, bistvene? Ja, v naši družini seveda boste obe hčerki izobraženi tudi, ne? Starejša je končala študij psihologije, ta mala pa je na akademiji za igralstvo. Naše vrednote v družini so, da se spoštujemo, da se poslušamo, da smo prisotni, da imamo odnosa, ne? Mi je zelo v čast, da se starejša hčerka vedno vrača iz Nizozemske, kjer živi za vse praznike domov in za vse počitnice s svojim partnerjem. To si lahko z možem štejeva v čast, ne? Ne vem, so potovanja vrednote, zelo nam pomenijo potovanja, ni to glih ravno vrednota. Poslušalcem pa bi... Odkrivanje novega sveta. Ja, s tem tudi dobimo nove državljaje in več razumevanja tega sveta, ker doma je tako, tam je pa drugače, a ne? Tako da ne iščemo nekih klasičnih bolognese, recimo v Iranu ali pa kje drugje, a ne? Za gledalce imam pa nasvet, da ne bi toliko časa čakali, da bi izbrali sebe, kakor sem jaz. Znanje je pomembno, ni pa vse. Rabimo še ostale veščine, trenirati. Šolski izobraževalni sistem nas ne pripravi v celoti na življenje, za katerega rabimo fleksibilnost in agilnost v današnjih časih. Se mi zdi, da je treba delati na fleksibilnosti ob spreminjajoči se okolici non-stop. In pa da enostavno predno odplavajo od sebe, se vedno znova vračajo vsak dan nazaj k sebi, v regulacijo sebe, da svoj živčni sistem znajo utišati, umiriti. Ne da dodajajo še ene naloge, ampak vračanje k sebi. Ne še dodaten tečaj znanja, ampak tečaj notranje regulacije. To je moj nasvet. In to naj bo tudi zaključna misel, ne? Hvala lepa, da ste bili naša gostja. Hvala za povabilo. In drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste dobili kakšno zelo zanimivo informacijo, ki jo lahko izkoristite sebi v prid in vabljeni k ogledu ostalih oddaj Moja družina.